Lepo pozdravljeni. Spet je teden naokoli in naokoli je tudi polovica leta. Kdo bi si mislil, kako čas teče? Tokrat bomo v oddaji Odmev tedna komentirali dogodke tega tedna, tako kot vedno, vendar z našo novo komentatorico. Z nami je Karin Planinšek. Lepo pozdravljena, Karin Planinšek. Karin je na nek način kolegica, ker tudi sama snema podcaste, je vplivnica in je tudi članica politične stranke. Katere, Karin? Jaz sem članica Slovenske demokratske stranke in sem tudi aktivna, mogoče ena izmed vidnejših članov Slovenske demokratske mladine, torej podmladka te stranke. Ne. In zdaj snemate tudi podcaste? Tako, zdaj pred kratkim, en mesec nazaj, smo naredili podcast Po desnem pasu, kjer v smislu tega podcasta je, da v bistvu mladi na desnici delimo svoje mnenja, svoja stališča, pa da se pač, da skozi nek tak, kako bi rekla, vsakdanji dialog, dajemo neke nove ideje v svet. In sicer nismo že nekaj časa posneli nove epizode, zdaj so mečkanje ta čas dopustov, pa tudi izpitov, ampak se tudi zdaj s tem ukvarjamo. In imate tudi oddajo? Tako, na Novi 24 imava pa s kolegom Lukom Simoničem, on je predsednik Slovenske demokratske mladine, imava skupaj oddajo Aktualno, ki je vsako sredo ob 8 zvečer, in tudi komentirava aktualne zadeve. En teden imava gosta, drug teden sama komentirava. Tako da, ja. No, kot nalašč za povabilo v tole oddajo za komentiranje. Začniva zdaj s tem tednom. Ta teden smo seveda praznovali 34 let, odkar imamo samostojno Slovenijo. To je, Karin, več kot ste vi stari, ne? Ja, tako. Ja, kako doživljate ta dan državnosti in Slovenijo? Jaz moram reči, da zadnja leta precej drugače kot včasih. Zdaj jaz prihajam iz generacije, ki smo bili rojeni v samostojni Sloveniji, in nam je to nekako samoumevno. Ne vemo, kako je bilo prej, ne poznamo teh časov. In tudi skozi šolski sistem se mi zdi, da nismo dobili nekega posebnega občutka za našo domovino. Nihče nam ni ugradil nekega domoljubja, ljubezni do domovine, in se s tem praznikom državnim do, svojih 20 let niti nisem preveč ukvarjala. Zame je bil to samo nek praznik. Odkar sem pa sama začela se bolj politično angažirati, pa spremljati trenutne zadeve, se tudi malo bolj pozanimati o naši zgodovini, ker naš šolski sistem nas je toliko izneveril, da sem jaz pri 23 letih šele izvedela, kaj je bil demos, kako je potekal proces demokratizacije, ker v šoli ti v bistvu samo na hitro nekako povejo te datume, kdaj je bil plebiscit, kdaj smo se osamosvojili, in to je v bistvu približno to. Odkar pa sem sama aktivno začela bolj spremljati zadeve, pa moram reči, da čutim veliko večjo pripadnost do Slovenije in tudi do praznika, ki je bil. No, seveda, začenjamo oddajo s telim plakatom, res prelepim, ki je spet bil v Sloveniji pa v mestih. Samostojna Slovenija je vedno moja intimna opcija. Mislim, moja tudi in vseh nas, ampak zdaj tale dan državnosti pa so praznovali in sedeli seveda v prvi vrsti tudi tisti, ki jim ni, recimo, Slovenija intimna opcija, recimo gospod Kučan. Torej, kako vi gledate na to naše praznovanje dneva državnosti? Tale proslava je bila zelo zanimiva. Dobro, gospod vsako leto sedi v prvi vrsti, ker je bil predsednik, ampak vendarle s tem podtonom, da mu to ni intimna opcija bila, bom vprašali, kaj je danes. Ampak vendarle prizorišče, to smo pa lahko videli, tisti, ki smo bili tam, je bilo močno ograjeno z vmesnimi praznimi prostori, tako da praktično niti na ograjo do teh ljudi se nihče ni mogel nasloniti, ker je bila vmes še en prostor in še ena ograja. Kako vi gledate na to zastraženost elite?
Ja, zdaj mogoče, če se najprej dotaknem tega plakata, ne, Slovenija je bila vedno moja intimna opcija. In je še danes. Tako. Zdaj, jaz mislim, da je to predvsem opozorilo na to, da imamo v državi, se pravi, da imamo na vrhu države, da imamo vplivne ljudi v državi, katerim Slovenija nikoli ni bila intimna opcija. Ne? In da to ni prav, tudi ni prav, kako nekako so izkrivljene te informacije iz časa našega osamosvajanja, ne, kjer je bil Milan Kučan prikazan kot eden izmed glavnih osamosvojiteljev, ne, kar pač ni bilo res. Ne. Če poslušamo se pravi izjave tistih politikov, ki so takrat zares vodili osamosvojitev, ki so bili v Demosu, izvemo, da je bilo veliko enega nagajanja z nasprotne strani, potem izjave Milana Kučana, da če bomo pa v samostojni Sloveniji, bomo pa jedli travo. V bistvu še vedno so gojili to neko pripadnost bivši državi, nekako so se upirali do zadnjega, niso verjeli v plebiscit in v bistvu, če ne bi bilo tistih nekaj vodilnih posameznikov takrat, kot so bili Bavčar, Peterle, Janez Janša, in pa seveda vsi, ki so pač takrat bili v tisti koaliciji Demos, mi ne bi prišli do lastne države, ker enotnosti takrat žal v politiki ni bilo. Je pa enotnost pokazal slovenski narod takrat na plebiscitu in sem seveda zelo vesela, da so se stvari odvile tako, kot so se. Zdaj pa, če se dotakneva še proslave ob našem državnem prazniku, zdaj odkar je ta nova vlada, se mi zdi, da proslave ne izražajo več take ljubezni do domovine, kot bi jo lahko. Če se recimo spomnim proslave, ki je bila 2 leti nazaj, 2023, tisto je bilo veliko bolj podobno nekemu štrajku, podnebnemu štrajku, nekemu aktivizmu. Govor predsednice predvsem je bil zelo zelen. Tako, zelen in cela proslava je bila tudi obarvana v tem smislu. Zdaj, mogoče niso bili tako ekstremni letos, se mi je zdelo v bistvu zelo prikupno, ker so bili otroci, ker so bile tiste izjave otrok, kaj bi oni radi bili in tisti pevski zborček. Je pa še vedno bilo veliko enega aktivizma strani predsednice republike. Zdaj, kar se tiče same zastraženosti, zdaj to je bila posledica, če prav razumem, tistega shoda za mir oziroma proti oboroževanju, ki se je odvijal par ur pred proslavo, ker so se bali, da ne bi bilo kakšnih incidentov. Zdaj, to je v bistvu velik paradoks, ker aktualna politika v bistvu zelo podpira te aktiviste, ki so pravijo, da so proti oboroževanju, pa proti NATO, pa za mir, ampak ponavadi so takšni protestniki najbolj agresivni. Tudi politiki so pravzaprav s svojimi stališči zelo pro-hamasovski. Tako. V vrsti sedijo. Tako, in v bistvu s tem spodbujajo takšne ljudi, spodbujajo takšna dejanja. In nekako ne vem, se mi zdi, da to delajo samo zaradi tega, da bi bili všečni, zato ker so pač mediji trenutno usmerjeni tako, kot so. Obenem se pa zavedajo, da se igrajo z ognjem. S tem, ko pač so naklonjeni tem pro-hamasovskim protestom. In zavedajo se, da je Slovenija tako majhna, da jih praktično nihče sploh ne jemlje resno. Zdaj, tista mala skupinica, s tem se sploh nihče ne ukvarja. Tu pa je veliko ropotanja za en prazen nič pravzaprav. No pa poglejmo, Nataša Pirc Musar, predsednica, je govorila, je imela zelo dolg govor. No, seveda jaz, ki predvsej uporabljam umetno inteligenco, sem nekako zasledila, da je ta govor malce pomagala napisati tudi umetna inteligenca in je tako dobro napisala, da Nataša Pirc Musar ni mogla nič izpustiti in je bil govor predolg. Seveda umetna inteligenca tudi natrosi noter vse živo. Tako da potem se človek reče, joj, pa to je tudi zanimivo, pa to ne, predvsem pa je tipično, kadar vidimo nek govor, ki reče prvič, drugič, tretjič in tako naprej. Tako dela umetna inteligenca, ki sistematično, seveda, takoj vidiš, da je to delo pač tudi
tudi malce računalnika, ne, seveda izzivi Slovenije prvič, drugič, tretjič in tako. Ja. Tam sem videla, da je pravzaprav se ujela na nek chat, ne. Ampak dobro. Okay, zanimivo. Ja, no, to kot novinar lahko povem, da je to sigurno napisala malce tudi s pomočjo, ampak v redu, to je pač naredila, ne. Zdaj, tisto, kar je izstopalo, je začetek tega govora je bil, seveda so ga mediji povzemali, zato bom tu objavila nek drug videodel, ampak začetek je bil, da je treba pokopati, narediti pogreb, pokopati ljudi. Ne? Zdaj, lejte, jaz sem bila na tej proslavi, stala seveda zunaj, ne? In okoli mene je bilo ogromno tujcev in nihče ni pravzaprav vedel, kaj. Mislim, tudi Slovenci vsi, vsak je poslušal, ni bilo opredeljeno, kdo je zdaj mrtev, kdo je koga ubil, kaj je bilo. Skratka, to je bilo tako navrženo, zelo splošno. Kaj vi menite o tem? Ja, zdaj jaz mislim, da je to vrgla notri zato, da je pač izpadla mogoče malo bolj državniško, zato da se pač lepo sliši, a ne. Vsi, mislim, politiki leve opcije vedno samo rečejo, ja, mrtve je treba pokopati, ampak ko pa pride do tega, ja, no, zdaj, dajmo jih pokopati na Žalah, ne, to pa ne, to pa ne bi, ne. Ko pa pride do dejanj, tam se pa vse ostava, ne. Radi pa to govorijo, samo zato, da jim ne moreš kaj dosti učitati, a ne. Ja, zdaj, jaz mislim, da v bistvu tle imamo spet en velik paradoks, ne. Po eni strani je, se mi zdi, nedolgo nazaj Nataša Pirc Musar dala neko odlikovanje, združenje, se pravi, združenje NOB, ja. Se pravi, tisti strani, ki je izvajala tiste okrutne povojne poboje, po drugi strani pa pravi, da ja, mrtve je treba pokopati, pa s tem opraviti. Ja, mislim, kako ti lahko po eni strani nagrajuješ in podpiraš tisto stran, ki je izvajala revolucijo nad slovenskim narodom, ne? Po drugi strani pa no, se jih bomo pokopala. Mislim, da jih skrijemo, dajmo že zato, da se ne bomo več o tem pogovarjali, da nam boste že dali mira. Ne? Mislim, na tak način se ne rešuje te medgeneracijske travme, ki jo mi imamo kot narod. Treba je jasno reči, lejte, ta stran je zagrešila te in te zločine in te ljudi bomo zdaj dostojno pokopali na Žalah, kjerkoli, dajmo jih pokopati. In mislim, Nataša Pirc Musar je sploh, jaz ko sem gledala ta njen govor, no, se mi je zdel nasplošno izjemno nedržavniški, ne? Ker ona, že njen nastop je izjemno agresiven. Ne? Se mi zdi, da nekako ne zna nastopati kot nek povezovalni člen v tej državi, ampak samo izrazito se postavi za eno opcijo, izrazito, mislim, seveda izraža pa tudi samo taka stališča, za katere ve, da bojo pač v medijih medijsko dobro sprejeta in da bo pač še vedno dobro zapisana pri tej opciji, ki jo je konec koncev ustoličila. Ona je imela kot kandidatka za predsednico republike konec koncev podporo Milana Kučana. In zato ti tudi pač govori tako, kot govori. Pa tudi zanimivo je bilo to, da je omenila, dajmo pokopati te ljudi, ampak ne zato, da bi s tem zmagala ena politična stranka. Da to ne bo zasluga ene politike, tako, ampak koga zdaj? To v bistvu sploh ne vem, kaj točno je s tem mislila. Ali je s tem mislila, ne vem, tiste stranke, ki se zavzemajo za dostojen pokop. Ja. Mislim, že to, da je omenila, da bi potem, če bi nekoga pokopali, tukaj zmagala ena politična stranka, je meni abotno, ker tukaj se ne gre za kakršnokoli zmago, tukaj se ne gre za nabiranje političnih točk, ampak za osnovno civilizacijsko zadevo. In meni je grozljivo, da te ljudje, pripadniki pač leve opcije, zmerjajo nas, tiste, ki se zavzemamo za dostojen pokop, da
se gremo, da politiziramo to temo. No in omenila je tudi odgovornost, ne? Samo nihče ni zdaj točno vedel, na koga leti ta pripomba. Ali je očita neodgovornost svojim, ki so jo postavili, ali spet komu drugemu. Kaj je zdaj, čigava odgovornost? Vendarle so oni na oblasti, naj že vendarle pokopljajo in delajo tako kot je prav, ne? Ja, ona kot predsednica republike, jaz mislim, da ima to moč, da bi lahko naredila spravo. Konec koncev, jaz mislim, da je nažalost tako, da se noben noče posebej zoperstaviti županu Jankoviću, ki v naši državi žal ima roko nad trupli. Lahko bi se tako izrazili, ne? Ki pač blokira ta dostojen pokop na ljubljanskih Žalah. Midva s kolegom Lukom sva tudi imela prejšnji teden v oddaji Aktualno gosta gospoda Petra Sušnika, ki prihaja iz Nove slovenske zaveze, ki se izrazito ukvarjajo s to temo, in smo ga vprašali, kaj je zdaj s tem. Ena stran pravi, naj se sprejme nek kompromis, zakaj oni nočejo popustiti, zakaj točno ljubljanske Žale. Trguje se zdaj s temi trupli. Ja, kot na tržnici. Kje bomo, če vi daste to, bomo mi to. Tako. Ja, če boste vi popustili, bomo mi kaj. Tako. In gospod Peter je zelo lepo povedal, je rekel, pismo pa, ko pride do dostojnega pokopa, tukaj ne more biti kompromisa. Kakšen kompromis? Je rekel, da če že ne more biti pokop izveden na ljubljanskih Žalah, pa povejte, zakaj ne. In zakaj bi moralo to biti izvedeno nekje drugje. V bistvu sploh ni tukaj nobenih trdnih argumentov. Ni nobene vsebine, samo bije se nek ideološki boj na račun teh ljudi, ki so bili takrat na tako okruten način pobiti in zmetani v jame, in pa seveda njihovih svojcev, ki še danes ne vejo, kje naj prižgejo svečko, kje leži njihov, ne vem, dedek, pradedek. Vseh teh, ki jih je Nataša Pirc Musar odlikovala in ki so pokopani danes z vojaškimi častmi, čeprav samostojna Slovenija ni in nikoli ni bila njihova intimna opcija. Ampak glejte, zdaj, jaz sem seveda izbrala, to je dolg govor, ampak izbrala sem pa konec, kako je Nataša Pirc Musar zaključila ta govor. Poglejmo zdaj to. Drage Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci, rada vas imam. Hvala vam in iskrene čestitke ob dnevu državnosti. Zdaj smo po 34 letih prvič slišali, da v Sloveniji živijo Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani in prebivalci, ki niso niti Slovenke in Slovenci in niti državljani. Kam smo mi prišli? Ja, nažalost smo v časih take izjemno čudne politike, ki kot prvo ne znajo niti sestaviti nekega državniškega govora, ker tudi ta izjava na koncu, da nas ima rada, je bila zame zelo nenavadna. Mislim, lepo, da želi izkazati neko ljubezen, ampak žal jo za svojimi nastopi ne izkazuje. Ona se vedno izrazito postavlja na eno stran in nekako postavlja ob rob določen del prebivalstva. Spet smo pač v času, kjer se delimo na prvorazredne in drugorazredne državljane. Tako kot je rekel Danilo Türk takrat pred leti, da to se pravi povojni poboji so pa za njega drugorazredna tema. In temu smo priča še danes. Se pravi, imamo predsednico, ki pravi, da ima vse rada, ampak da pač tiste je treba pokopati. Ne vemo koga, ampak nekaj je bilo v naši državi in to je zdaj ta pokop treba izvesti. Nismo niti... To je žal posledica tega, ko ti na odločilna mesta v državi spustiš ljudi, ki niso dorasli temu. Ne osebnostno, niti nimajo še dovolj kilometrine, da bi lahko
nastopali tako, kot se pač spodobi za takega državnika. In se rešuje s tem stavkom, rada vas imam. Jaz sem se kar ustrašila. Jaz ne maram, da me ima predsednica rada. Jaz bi rada videla, da je neutralna. Ja. Ja, res, to je en tak zelo, zelo preteč stavek. Malce skoraj temelji na neko mobbing ali pa neko nadlegovanje. Ne? Zakaj bi ona imela mene rada? Ne? Pa predvsem to, da so neki prebivalci zdaj tukaj, ki niso ne državljani, ne Slovenke in Slovenci. Kakšna kategorija se je zdaj urinila v 34 letih? Kaj je zdaj to? So neki ljudje, ki niso ne eno, ne drugo. O čem zdaj govorimo? To je zdaj prvič sem slišala v govoru še te prebivalke in prebivalce in nisem vedela, o čem govorimo v tem smislu. Kdo je zdaj to med nami? Ne? Ja, seveda, v državi imamo zdaj tudi zelo veliko prišlekov, to je treba, tega se je treba zavedati, ki še nimajo, najbrž še čakajo na državljanstvo in seveda ta opcija se zaveda, da se more prikupiti. In da imajo tudi njih radi. Ne? Da se tudi oni morajo počutiti sprejete, ljubljene, tako kot jim je sporočila Nataša Pirc Musar in pač, se tako, kot sem rekla, oni v bistvu samo predvsem želijo biti medijsko všečni. In mediji seveda zdaj prikazujejo, da vse, kar pride v našo državo, je treba sprejeti z odprtimi rokami, tudi če določeni delajo probleme, tudi če ne vem, delajo kriminal, to moramo vse pustiti v naši državi in tudi Nataša Pirc Musar vsem sporoča, da ona jih ima rada, vi kar pridite, počnite tukaj, kar vam je volja, jaz vas bom imela rada. No, sicer pa proslava, takle je bil en tak pogled, je seveda bila osredotočena na otroke, na mlade, tukaj so precej, na nek način je to spet malce mejno, kar se tiče teh otrok, mejno v toliko, da na nek način se pri nas zelo veliko, če smo na tej čustveni ravni, spet izrablja in zlorablja ta moment te mladine. Namesto da bi bila to neka resna tema, da bi imeli v tej proslavi tudi nek resen poudarek. So pravzaprav eni otročki, ki so luštkani in potem se mi vsi stopimo in rečemo, se je res, predsednica nas ima rada, pa te otročke imamo lepe, to je naša prihodnost, ampak v kaj mi sploh gremo? Kaj je ta naša prihodnost? Ja, trenutno je naša prihodnost zelo nejasna oziroma jaz v naši prihodnosti zaenkrat ne vidim nič dobrega, če bo politika ostala takšna, kakršna je v tej državi. Se pravi, kaj se zdaj dogaja? Zdaj predvsem, tako kot ste že vi omenila, igramo na čustva. Pritiskamo na čustva, priča smo izjemno populističnim izjavam. Se mi zdi, da ena izmed glavnih tem v državi je postala tudi pač Gaza, Palestina. Ne ukvarjamo pa se s perečimi problemi, ki se dogajajo na naši zemlji. Nekako se izogibamo težavam, ki jih imamo. Po eni strani nimamo niti mi razčiščene naše medgeneracijske travme, se pravi, nočemo priznati temu, da se je dogajal pač, da se je aktivno, iztrebljalo slovensko prebivalstvo po drugi svetovni vojni, da se je načrtno targetiralo premožnejše, pobožne ljudi takrat, Potem pa po drugi strani pa vpijejo te državniki o genocidu v Gazi in da se to mora ustaviti. Te ljudje, dokler ne priznajo, kar se je dogajalo na naši zemlji, dokler si mečejo oziroma narodu mečejo pesek v oči glede tega, kar se je nam zgodilo, nimajo pravice se oglašati glede tega, kar se dogaja v drugih državah. Ker če ti nisi pometel pred lastnim pragom, se ti nimaš kaj vtikati v zadeve tvojega soseda, kogarkoli, ki živi okrog tebe. Zato,
tudi ta proslava, moram reči, da name je tudi čustveno vplivala, ne, seveda otroci luštni govorijo, kaj bi bili v prihodnosti, a ne, malo so bili tudi zabavni, ne. Je bila zelo perfidno narejena, ne? Ja, Scenarij je bil zelo perfiden. Zelo in dejansko neke specifične vsebine pa zares ni bilo. Ja, nekih poudarkov, kaj zdaj, ne, nametano tam čet je navrgel v ta govor za pol ure nekega govora in praktično tega, kaj pa bomo zdaj naredili, ne, da bomo res odgovorni, pa ni bilo. Ampak glejte, dogaja pa se, ne. Evropska komisija za peticije je sprejela zdaj peticijo o obsodbi komunizma in pokopu žrtev izvensodnih pobojev po vojni. To je seveda dosegla vaša strankarska kolegica Romana Tomc skupaj z Mitjo Ferencem in nekimi drugimi zgodovinarji, tudi dr. Možina je bil zraven. Zdaj seveda je bilo tudi nekaj nerganja v Evropskem parlamentu, kjer bodo to tudi še potrdili. Kaj zdaj to pomeni? Vendarle po Sloveniji ležijo kosti v plastičnih vrečkah, nekatere so še neodkopane. Kaj zdaj to pomeni za Slovenijo in za ta kontekst, ki bi moral biti tudi na tej proslavi poudarjen? Kaj bomo jutri storili? Ja, jaz sem zelo vesela, no, da je gospa Tomc tako aktivna na tem področju v Evropskem parlamentu, a ne prav je, da tudi Evropa nasploh sliši, kaj se dogaja v Sloveniji, a ne, s čim mi še vedno nismo opravili. Po drugi strani se mi pa zdi zelo žalostno, da se moramo še vedno s tem sploh ukvarjati. 80 let. Ja. Zdi se mi, ne vem, tragično, da še vedno nismo sposobni razrešiti nekih osnovnih civilizacijskih zadev. Zdaj, kaj to pomeni za našo prihodnost? Težko rečem, ker dokler imamo se pravi na domačem terenu, a ne, takšne odločevalce, ki ne poslušajo nikogar, a ne, imeli smo tudi primer, ko se je, se pravi, pred referendumom, a ne, ki smo ga imeli nedavno, oglasila ameriška ambasada, a ne, v Sloveniji, ki je rekla, da pač Pejte, volite. Ja, a ne uporabite svoj glas, preko tega se izvaja demokracija, to je ena izmed vaših pravic, a ne, s tem so nekako požugali, a ne, domači politiki, ki je pozivala k bojkotu referenduma, torej, da bi se ljudstvo odreklo eni izmed svojih pravic, a ne, pravici do odločanja v državi. No, pa so tudi nekako naši poslanci, odločevalci okrcali še ameriško ambasado, da kaj se ima pa ona zdaj zavtikati v naše notranje politične zadeve. Ja, mislim, če to ni nek alarm, a ne, da se ti kot odločevalec majčkeno stopiš korak nazaj, mislim, potem pa res ne vem, a ne, potem so pa te ljudje popolnoma pobezlali, če se lahko tako malo bolj po domače izrazim, a ne. In dokler mi v državi ne bomo dobili razumnejše politike, a ne, politike, ki se zaveda, da je treba delati za narod, a ne, pa da si ti izvoljen za to, da delaš, ne pa za to, da si, ne vem, malo manjka na počitnicah v državnem zboru, a ne, ker kadarkoli se zdaj omeni kakršenkoli problem v državi, dobimo nazaj odziv poslancev, se pravi predstavnikov izvršilne oblasti. No, to je pa zdaj, da ne, to pa ali se gre samo za, ne vem, podjetnikom se gre za dobiček, to je populistična izjava, to je zdaj politizacija, nabiranje političnih točk. Se pravi, vsako namerno odklanjajo reševanje kakršnih koli težav. No in seveda gre tudi za to, da zadeve pravilno poimenujemo, ne. Zdaj to, kar je povedal Branko Grims v Evropskem parlamentu, tega v Sloveniji najbrž še dolgo ne bomo slišali ali pač nekoč. Poglejmo, kaj je rekel. Med in po končani drugi svetovni vojni so socialisti pod rdečo zvezdo nad slovenskim narodom izvršili genocid, zločin, ki ne zastara. Pomorili so cvet slovenskega naroda. V nekaterih delih Slovenije so pomorili prav vse moške, ne glede na starost, do zadnjega. Genocid. Najbolj znan primer tega so Rovte nad Logatcem. Sovraštvo jih žene še danes in ne dovolijo niti prekopa trupel pobitih dojenčkov iz okolice Škofje Loke, ostanki 3450 žrtev iz Macesnove Gorice pa ležijo v vrečah.
Kršena je pravica do groba in pieteta je tisto, kar loči človeka od živali. Genocid je treba obsoditi. Vsaka žrtev si zasluži vsaj svoj bel križ v glavnem mestu in priznanje vsi, ki so se borili proti totalitarizmu. Bog vas živi, Bog živi Evropo, Bog živi mojo domovino Slovenijo. Kako se vi počutite, ko to slišite? Jaz v bistvu sem bila zelo, ganjena ob tem govoru, ker tako, kot sem že prej povedala, namesto da vpijemo o genocidu, ki se dogaja v Gazi, pa seveda ni prav, da se dogajajo kakršnekoli žrtve po svetu, ampak dokler mi ne bomo pometli pred lastnim pragom, se mi nimamo kaj oglašati o zadevah, ki se dogajajo pri drugih narodih. In meni je izjemno, seveda sem vesela, da imamo takšne evropske poslance, ki aktivno opozarjajo na to, kar se dogaja v Sloveniji, in jaz upam, da bomo kmalu kaj takega slišali tudi strani najvišjih predstavnikov oblasti v državi. Se mi pa zdi res abotno, da jaz sem bila nedolgo nazaj v Kočevskem rogu, na spominski slovesnosti, pač ob tem, kar se je zgodilo v tisti jami pod Macesnovo Gorico. Potem smo naredili tudi nekaj objav iz tega dogodka, da smo pač bili tam, da smo se poklonili tem ljudem, ki so bili okrutno pobiti, in jaz ne morem verjeti, kako močno je še vedno razklan, razdvojen slovenski narod, ravno zaradi tega, ker vrh države ne zna s tem opraviti. In potem prihajajo komentarji, kot so, to so bili tako ali tako kolaboranti, še premalo smo vas in tako naprej. In meni je groza kot neki mladi osebi, da smo mi še vedno tako nastrojeni en na drugega, poleg tega pa ne morem razumeti, kako določeni, ker imamo dokaze, mi imamo, posneti so bili dokumentarni filmi, se pravi, imamo tudi komisijo vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč, iz katerih so prišli izsledki, da so takrat komunisti načrtno targetirali srednji sloj, se pravi premožne ljudi, in pa tiste, ki so hodili k maši, ki so hodili v cerkev. In da se pravi, se ni šlo za obračun s kolaboranti. Delali so sovjetsko revolucijo, stalinistično revolucijo, pokrast, pobit politične nasprotnike, komunizem prevzame oblast. Ja, točno zato se je šlo. Imamo tudi recimo primer, jaz prihajam iz Gorenjske, blizu mene je grad Strmol, kjer sta bila zakonca Hribar, ki so jih umorili na zares okruten način, in potem potem so seveda ta grad zavzeli komunisti, partijci. Tako, in obstaja še slika, kjer so bili glavni partijci takrat, Kardelj, Maček, slikani na tem gradu, ko so igrali biljard. Se pravi, se je šlo zgolj za nabiranje premoženja in pa seveda za likvidacijo nasprotnika, ker so vedeli, da najbolj jih pač ogrožajo premožnejši, in pa seveda tisti ljudje, ki so bili pač pobožni. Tako da glede na te podatke, poleg tega, da ne omenim tega, kar je omenil tudi europoslanec Branko Grims, da imamo v Crnem grobu, je pač veliko grobišče trupel otrok. Se pravi, tukaj ni šlo za obračun s kolaboranti, obračunavali se je s prebivalstvom, z vsemi, z nosečnicami, z otroki, z moškimi, vse so zametali v jame, kar je bilo. In da se mi še danes ne moramo o tem normalno pogovarjati, se ne gre za kakršnokoli obtoževanje, ampak dajmo postaviti temelje, ker jih še danes nimamo, dajmo razčistiti osnovne pojme. Se pravi, komunisti so se šli revolucijo,
in da so prevzeli oblast, so počistili del prebivalstva. So delali genocid nad Slovenci. Tako. Ja. Zato so Slovenci tudi reagirali. Ne? No, ampak seveda danes, ne, se pa mi, kot ste že prej omenili, ukvarjamo z vsem ostalim, ne, prav na ta dan Dneva državnosti, spet ravno na dan državnosti, vedno, ali pa če je Prešernova proslava, vedno, kadar slavimo nekaj slovenskega, je potem protest. Ne? Protest proti Evropski uniji, pa proti za seveda svobodno Palestino, spet pridejo Hamasovci, proti NATO. Zdaj, kako bomo mi postavili na prave temelje, tako kot ste rekli, vso to situacijo? Zdaj jaz predvsem mislim, da se gre pri teh protestih najbolj za, kako bi rekla, odvračanje pozornosti. Ja, se pravi, da se ne bi ukvarjali s stvarmi, ki se dogajajo na naši zemlji, da se ne bi dogajali s problemi, ki nam zares prežijo, ki jih imamo pred nosom, in se ukvarjamo pač z vsem ostalim. Tako se pač nekako narod zamoti, zato da med tem politika lahko dela po svoje. Zato tudi pač trenutna koalicija, zato je pač ena izmed njihovih točk programa Gaza, Palestina in tako naprej, genocid v Gazi, zato ker vejo, da to v ljudeh vzbudi neka čustva, in da s tem pritisnejo na prava čustva in tako se pač manipulira z narodom. Jaz mislim, da je bilo tudi namenoma je bil organiziran ta protest ravno na dan državnosti. Seveda, kadar Slovenija praznuje, takoj imamo Hamasovce na cesti. Tako. Ja. Da se nekako nas usmerja stran od tistih pravih stvari, od tistih stvari, s katerimi bi mi še morali razčistiti, pa še nismo. In zato se tudi slovenski narod konstantno vrti v krogu. V bistvu vedno se najde nekaj, s čimer nas zamotijo, da nas držijo v nekem, kako bi rekla, transu. Ne ukvarjamo se pa s tistim, zato da ne vzpostavimo temeljev kot narod. In take ljudi je potem zares lahko zmanipulirati tistih par mesecev pred volitvami, da spet izberejo neko mesijo, nekoga, ki jih bo rešil, potem pa dobimo to, kar imamo zdaj, recimo Roberta Goloba, ki bi rekla, da je najslabši predsednik vlade v zgodovini Slovenije. Do zdaj, bomo videli. Do zdaj, upam, da ne bomo šli še nižje. Ja, da kaj ne vrečemo. Ampak prav Robert Golob, on ima zdaj bo imel malce problema, ker zdaj te, ki njemu medijsko svetujejo, morajo pisati 2 besedili. En tekst je za Bruselj, pa Washington, in tam se govori en tekst, to sta 2 vzporedni drami. Eno besedilo je pa za Slovenijo. Zdaj seveda, ko je bil v NATO, je seveda mirno pristal, čeprav vsi ti nevladniki, vsi ti, ki jih on plačuje, doma protestirajo, pa konec koncev tudi stranke v koaliciji Levica pa SD, protestirajo po večjem deležu, ki ga bomo plačevali, to je 5% bruto domačega proizvoda za NATO, ker moramo poskrbeti za svojo varnost. In seveda on je jasno pristal v NATO, želi biti všečen, mogoče si išče kakšno novo službo, bliža se čas volitev, ampak doma pa pravi ne. To je samo za naslednjih 10 let, v 10 letih. Zdaj, za letos bo pa 3,5%. Kako vi gledate na to dvojnost? Oziroma, povejte mi, a vi kot mladi zdaj že zaznate, da gre tu za nekega lažnivega kljukca, za nek lažni tekst, da gre tu za dve različni zgodbi? Kako vi gledate na to? Jaz v bistvu opažam, da mladi vse bolj čutijo to puhlo politiko Roberta Goloba, ker tudi vse več mlajših od mene, spremlja politiko in jim ni všeč to, kar vidijo. Jaz mislim, da je to pač posledica tega,
kjer imamo zdaj na oblasti politike, ki ne delajo to, kar je prav, ampak delajo predvsem to, kar je všečno. Zdaj Golob se noče nobenemu prav preveč zameriti. Sploh ne v Evropi. Ne? Ja, v Evropi ne, v vrhu NATO ne, seveda on bo kamorkoli bo prišel, on ne bo govoril to, kar on misli, to, kar on zastopa. Se konec koncev Gibanje Svoboda niti nima svojega programa. Se ne vemo, kaj mislijo. Ne, mi zares ne vemo, kaj oni zastopajo. Zato jaz mislim, da Robert Golob, njegova stališča se spreminjajo glede na situacijo, v kateri se znajde. Ve, da pač v Sloveniji imamo tako bolj socialistično situacijo, nažalost, in da tukaj morajo biti njegova stališča, se pravi, za nižji odstotek BDP-ja NATO, oziroma ne vem, da ne bo še kmalu rekel kaj proti NATO. Na vrhu NATO pa se pač takih stališč ne more dajati. In meni se zdi zares smešno, kot bi, še slabše, če bi to je še slabše kot otroški vrtec, ko se zdaj kregajo med sabo, da Levica pa SD nista pa nič vedeli o teh potrjenih procentih, čeprav so bili zraven, ko so to usklajevali. Podtaknili so mu. Seveda, podtaknili so mu. To je vse teorija zarote, ker on je toliko odličen državnik, da se ga je pa zato treba znebiti. In potem je Tanja Fajon dala neko izjavo, da na vrhu NATO nismo potrdili ničesar, tako da v bistvu zdaj sploh ne vemo, ali smo kaj potrdili ali nismo. In je tokrat ne skrbi nič, ali kako, ali kaj je zaskrbljena? To ne vem, ali je zaskrbljena, najbrž malo je, ne glede na to, da zdaj SD pravi, da niso vedeli, kaj so sploh sprejeli. Mislim, to je res smešno, da se moramo o takih stvarih pogovarjati. Ista situacija je bila tudi recimo pri predsedniku Donaldu Trumpu. Se pravi, v času, ko je še tekla kampanja za predsednika ZDA, je seveda Robert Golob bil ostro proti Donaldu Trumpu, bil na strani demokratov. Ko pa je bil, se pravi, predsednik Trump izvoljen, pa smo bili priča tistemu posnetku, ko sta na nekem srečanju iz WC-ja je šel Trump, napadla sta Tina in Golob tako hitela k njemu, da bi se jaz z njim slikala. Mislim, nekako ritulizniško, to izpade res hinavsko. Mislim, če že imaš neko stališče, bod mej hrbtenico, pa stoj za tem. Pa to te medijski manipulatorji ustvarjajo. Zdaj, če se vrnemo na tisto sliko proslave in teh otrok, ki so simpatični. To je spet to medijsko ustvarjanje vsega tega, čemur smo priča, da je simpatično, da je čustveno, kako se imamo radi, otroci so naša prihodnost, ampak otrok ni. Karin, otrok ni. Ja, to je zelo velik problem v naši državi, in to je spet v bistvu metanje peska v oči, čemur smo mi priča. Vse je fajn, lejte, kako so fletni otroci, ampak po drugi strani pa država drvi v prepad. Jaz sem ravno zadnjič videla izjavo poslanke Svobode Lucije Tacer, ki je na seji enega izmed delovnih teles v Državnem zboru rekla, da več, ko bo govora o demografiji, več, ko bo govora o tem, da imamo premalo otrok, da manj je njej do tega, da bi sploh imela kakšne otroke. In zdaj mene iskreno res ne zanima, kaj ona počne v prostem času, kakšen je njen status, kakšno je njeno družinsko življenje, to je njena stvar in jaz mislim, da to tudi ona nima kaj omenjati na sejah delovnega telesa, ker ona je bila izvoljena kot predstavnica ljudstva in ona je v Državnem zboru zato, da naslavlja pereče probleme, ki niso samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Cela Evropa se sooča z neko demografsko zimo in se mi zdi zares otročje nezrelo, da imamo take posameznike, ki vsakeč, ko so soočeni, govorijo o sebi. Govorijo o sebi in pridejo ven s takimi puhlimi izjavami, da bolj, ko bomo mi govorili o otrocih, manj je njej do otrok. To je spet neka čustvena manipulacija v tem govorjenju teh, ki so zdaj na oblasti. Oni ne govorijo o problemih in o rešitvah racionalno, ampak takrat, ko
ko nimajo več teksta tega, teorije, v bistvu izustijo nekaj čustvenega, kaj bo ona, kaj ne bo, ta nas ima rada in tako naprej. Rada nas ima, sem zgr strašila. Pa stanovalce tudi, ne, kdo so to, kaj je zdaj to, ne. Skratka, v bistvu so to velike čustvene manipulacije, ki pa so zelo perfidno vodene skozi vsa ta njihova besedila, ne. Jaz verjamem, da je tudi ta gospa poslanka Tacer, ki je študirala potem v Sloveniji, bila pa prej v Ameriki, ne, in seveda zdaj se je vrnila, ne, zdaj pravzaprav je na nek način seznanjena tudi z razmerami v Ameriki, z načinom mogoče manipuliranja, ne, veste, lahko da imajo kakšne tečaje, ker morajo biti kar precej dobro izšolani, da nas takole peljejo, ne, v bistvu, moraš biti recimo dober kot novinarka, mislim, da znam razbirati tudi med vrsticami, ne? Ampak vsak pa ne. A vidite, vi ste že opazili, ker ste mlada, pa ste političarka, ste v politiki, ste mogoče tudi naučeni slišati nekaj med vrsticami, drugače pa ljudje ne. Druge ženske pa rečejo, bom šla protestirati pred stolnico. Tudi jaz tudi tako mislim, ne? In grejo potem pred stolnico in vržejo tja par kant barve, ne? Na fasado, ker to nima nobene zveze z ničemer, ne? V bistvu je tako, no. Jaz mislim, da določene usmeritve sigurno imajo, ker če spremljamo mi retoriko svobodnjakov, konec koncev levice, SD-ja mogoče ne toliko, malo manj, no. Vidimo neki enak vzorec, ne. Nek vzorec se ponavlja, ne. Se pravi, kot ste rekla, vsakič, ko so soočeni z nekim problemom, ga odbijejo z nekimi populističnimi floskulami, ne, zato da pritisnejo na čustva, ne, zato da nekako, kako bi rekla, vzbudijo čustva, vzbudijo jezo v narodu, ne, in s tem tako se najlažje potem da manipulirati z ljudstvom. Zdaj, tisti, ki redno spremljamo, ne, politiko, pa se pravi vsa poročila, pa pogovorne oddaje, ne, vidiš, bolj začneš opažati ta vzorec, ne, da se določene stvari se ponavljajo. Ne. Je pa res, da tisti, ki pa samo z enim ušesom to poslušajo, ne, mogoče na vsake toliko časa slišijo te izjave, pa niso toliko dovzetni za to. Ne. Mogoče, čeprav zdaj mislim, da je šla retorika res v takšno skrajnost, da ne rabiš niti biti več toliko pozoren, da se lahko rečeš, pismo, pa kaj je z vami? Kaj se vi greste? Zakaj vas imamo? Na drugi strani pa problemi so, ne, prvič demografski, ki ste ga omenili, in pa seveda problem ni stanovanj za mlade, ne. To se ne rešuje, ne. To ne se rešuje. Zdaj, kako vi gledate, vi ste mladi, kako vi gledate na to reševanje? S čim smo zdaj soočeni? Reševanje stanovanjske problematike, kot se sedaj dogaja, definitivno ne pelje v pravo smer, ne? Ker zdaj kaj so se oni odločili? Da bodo vrgli polno enega denarja v stanovanjski sklad, da bomo delali javno najemno stanovanje in to je za njih problem rešen. Ampak niso pa povedali tega, da mi bomo zdaj dali veliko denarja za to, ne vem koliko milijard, ampak po drugi strani pa še vseeno vse potem naprej odvisno od stanovanjskega sklada, ne, ali bo šlo to, ali se bojo te projekti izpeljali ali ne, pa se pridobila zemljišča in tako naprej. Poleg tega, da recimo jaz ne bi živela celo svoje življenje v najemu. Poznam tudi veliko drugih mladih, ki jim ni to cilj v življenju. Veliko si jih želi živeti v hišah. Kaj pa ta spektar? Treba je reševati področje kot celoto, ne pa samo, to je v bistvu čisti socializem. Vržemo polno enega denarja v eno področje, pa rečemo v redu, zdaj smo pa mi to rešili. Pa še hujše kot socializem, ker tam je bila inflacija, pa je potem tisto, kar so ljudje plačevali, tudi za kredite, pa mogoče za kakšen najem, je to izgubljalo vrednost. Tukaj je pa tako, da bo mlad človek recimo, če se vi danes odločite za najem, ker nikakor ne morete doseči neke vsote denarja, da bi kupili lastno stanovanje, boste vi v bistvu ves čas delali vse življenje praktično za tega, ki vam daje nepremičnino v najem. Sicer pa bi mogoče s tem istim zneskom odplačevali nek kredit, če bi bil ugodnejši, ne? Če bi se zidalo bolj poceni, če bi se zidalo hitreje. Popolnoma na napačnem koncu se lotevajo stvari.
Kaj vi mislite? Kako vi gledate? Imate vi rešen stanovanjski? Se oprostite, da vas to vprašam. Kako se vi lotevate tega? Ja, v bistvu, jaz sem pač v najemu, ker trenutno je ta opcija se mi najbolj splača. Jaz upam, da na dolgi rok se bom lahko premaknila v kakšno večje stanovanje, pa mogoče lastniško stanovanje, mogoče hišo, ampak zaenkrat ne kaže ravno najbolje, ker cene nepremičnin so pa vedno višje. In tukaj je potrebno reševati bivanjsko problematiko, ne stanovanjsko problematiko. Se pravi, zdaj mi samo govorimo o stanovanjih, pa tukaj imamo slika stanovanja, naj bo pravica. Ja. Zdaj, mislim, komu zdaj ne grem, da bom rekla, to je moja pravica, dajte mi, ne? Kam boste zdaj vi šli? To je spet neka socialistična parola, to se sliši zelo fino. Ja, dajmo vsakmu, ko se rodimo, dajmo en stanovanje, to je tvoja pravica. Ja, pa žal ne gre tako, kdo bo to plačal? Kdo bo to dal? Kam je kje ta sončna uprava? Prijavimo sem prišla po pravico. Nažalost pač ne živimo v nekem pravličnem svetu, kjer bi stanovanja padala z neba, da bi jaz to rekla, to je pa moja pravica. Žal je danes vzpostavlja ta mentaliteta, da kaj vse meni pripada, kaj vse si jaz zaslužim, nihče pa ne pomisli, kaj pa da moraš tudi nekaj dati, da nisi ti edin na svetu. Ja, seveda. In zdaj ti levičarji bi kar na lepem imeli, vsi ostali so morali kupiti, oni bi pa imeli. Oni bi pa imeli, super. In pa to pripada. Jaz se strinjam, vsak mora nekje živeti, absolutno. Ampak treba je vzpostaviti pogoje, da bo posameznik lahko postal lastnik. Ne pa zgolj najemnik enega javnega najemnega stanovanja. Pa tudi, vsi dobro vemo, kdo ponavadi dobi te stanovanja. Prebivalci. Tako, ki jih ima predsednica republike rada. Neka nova kategorija, ki smo zdaj prvi slišali, da je. No, ampak glejte, zdaj pa seveda prihajajo novi stari politiki ali kakorkoli, če greva na to politično prizorišče. Gospod Prebilič se je zdaj pravzaprav brez tega blagoslova, saj zdi se, prišel je konec junija, takrat je pač naznanil, da bo šel v politiko, da se bo odločil. Zdaj, ker tega žegna, tega blagoslova Milana Kučana očitno ni bilo, bomo tudi videli skozi te posnetke, kaj se na nek način dogaja. Se je pa odločil, da bo sam šel v politiko in sicer, da bo jeseni ustanovil stranko. Zdaj poglejmo, kaj je gospod Prebilič povedal za medije v zvezi s tem. Zdaj je čas za čim večje širitev nabora. Nikomu ne bomo zapirali vrata že v prvem koraku, bomo pa videli, do kam lahko pridemo potem skozi dogovor. To je bilo vprašanje, s kom bo on sodeloval, s tem čim večjim naborom, vendar seveda je poudaril, da sam da ni Janša. Tako je. Tega še nismo slišali. Da bi kdo sodeloval. No, skratka, kako vi to komentirate? Jaz mislim, da se pač spet ponavlja določena zgodba na našem političnem parketu. Jaz mislim, da tole ni nič novega. Ja, mogoče Vladimir Prebilič je zdaj nek svež obraz na slovenskem političnem parketu, pa tudi ni toliko svež. Bil je že dolgoletni župan v Kočevju, pa potem izvoljen na listi Vesne kot evropski poslanec. Trenutno je še evropski poslanec. Nima pa zares nobenih konkretnih političnih izkušenj oziroma nima izkušenj z izvršilno vejo oblasti v tej državi. In to, da se mislim, da bomo spet bili primorani izbirati med takimi posamezniki, ki nimajo nekih resnih izkušenj, jaz mislim, da je problema. Nedolgo nazaj je Janez Janša izjavil, da on je recimo bil že večkrat minister, potem podpredsednik vlade, pa ga je bilo še vedno strah, ko je recimo postal predsednik vlade. Ni bil siguren, ali bo to zmogel ali ne. Pa smo videli, da je v bistvu izjemno sposoben državnik in da je izjemno dobro vodil vse tri vlade.
Potem na drugi strani pa imamo neke popolne politične začetnike, ki se vehementno počutijo, da so sposobni. Tako, ki se predstavljajo slovenski javnosti kot nova rešitev, ampak jaz mislim, da je to pač nov obraz, nova napaka, se bom tako izrazila, ker v bistvu on ni pokazal nič novega. On je rekel, ja, sodeloval bom z vsemi, ampak tako kot sva rekla, samo da ni Janša. No, poglejmo, kako je rekel, s kom se bo ali se bo sploh povezoval pred volitvami. Predvsem v primeru prvega predsednika Milana Kučana ste v javnosti dajali vtis, da je vaša odločitev odvisna od tega, s kakšno naklonjenostjo bo na to gledal on. Zadnje stališče je, in povedal ga je tudi javno, da ni naklonjen drobljenju levo od sredine. Zdaj sem, na ta pol bo sodila tudi vaša stranka. Ali pričakujete, da vas bo premier Golob povabil v nekakšno zavezništvo pred naslednjimi volitvami? On napoveduje blok, ki bo branil Slovenijo pred desnimi populisti. Se vi vidite v takšnem bloku? Ne, v takem bloku se ne vidim, iz preprostega razloga, zaradi tega, ker verjamem v temelj demokracije. Temelj demokracije pa so svobodna izbira državljank in državljanov oziroma volivk in volivcev. Torej, jaz ne verjamem in ne spodbujam tega, da se oblikujejo bloki in s tem zmanjšuje možnost izbire volivkam in volivcem. Prav je, da se politiki na parketu soočimo z argumenti, te argumente ponudimo potem v premislek volivkam in volivcem in oni so tisti, ki morajo odločiti, ali je nekdo primeren za to, da vstopi v državni zbor oziroma kasneje vodi ali pa se oblikuje prihodnost države. Torej, razne špekulacije in pa preigravanja, kako bi pravzaprav prisilili volivke in volivce k izbiri točno določenega bloka ali stranke, se mi zdi v demokratičnem svetu pravzaprav slaba stvar, to ni dodana vrednost. Še enkrat, mislim, da moramo tisti, ki gremo v to, znati ljudi preprosto prepričati, ne pa jih izigravati. To se pravi, da zdaj, to je zelo zanimivo, to je na nek način drobljenje, tako kot je povedal pred časom že Kučan, drobljenje na levici. Kaj lahko pričakujemo? Ali se to mogoče čuti? Vi govorite o tem, vi ste pač mladi v neki politični stranki, se vi do tega opredeljujete? Jaz predvsem mislim, da na naslednjih volitvah Roberta Goloba in Gibanja Svoboda ne bo več. Zdaj lahko, da se motim, ampak jaz mislim, da oni nimajo več neke posebne prihodnosti. Oni so, jaz bi rekla, da našo državo potisnili v krizo. Veliko ljudi, ki prej niti ni spremljalo politike, pa se zavedajo, da to, kar pa imamo, je pa katastrofa. Predvsem zaradi davkov. Oni ves čas pobirajo. Zdaj dolgotrajna oskrba, vse je že obdavčeno. Vse je obdavčeno, vse so pobrali, ne delajo pa nič. In pa predvsem je moteča tudi ta retorika Roberta Goloba. Zelo težko ga prenašaš, ta njegova aroganca, ta nadut način govora, pa da se zlaže v bistvu na vsakem koraku. V bistvu še sam ne ve, kaj bo rekel naslednjo minuto. Lahko, da se je že vmes v glavi... Pa kaj je pravzaprav rekel, pa zdaj zanika. Tako, lahko se on vmes v glavi že 5-krat premisli. Ne vemo, kaj bo naslednji dan, kako se bo on, kakšnega počutja se bo on zbudil. Tako da jaz mislim, čeprav Kučan še vedno izkazuje podporo Robertu Golobu, jaz mislim, da je to predvsem zaradi tega, ker ga noče vznemiriti pred koncem tega mandata. Da naredi še kakšno hujšo. To, recimo, ga primeru. Ker on je občutljive narave, pa tudi, vsi se zavedajo, da je treba imenovati 5 ustavnih sodnikov do konca tega mandata. In to pa je zelo pomembna naloga, ki jo pač trenutno levi pol ima. Seveda želijo zacementirati ustavno sodišče, ker zdaj, če jim to uspe, imenovati te kandidate, ki so seveda njim naklonjeni, bo potem razmerje na ustavnem sodišču 8-1. Se pravi, 8 ustavnih sodnikov, ki so bolj leve provenience in pa 1 iz desne, kar je alarmantno, da imamo tako v bistvu tako enoumje na ustavnem sodišču. Zacementirano, levo cementirano ustavno sodišče. Tako, že zdaj se to odraža v odločbah ustavnega sodišča,
potem bo pa še toliko huje. In jaz mislim, da čeprav zdaj deluje, da se je mogoče Prebilič odpravil na to pot sama, mislim, da še vseeno določeno podporo ima. Ker še vseeno, on trenutno nima nobene svoje stranke. Zdaj v Vesni ga tam že pozivajo, naj vrne mandat europoslanca, Vesna bo tako ali tako imela neko sodelovanje z Levico, kakor se zdaj napoveduje. Iz SD-ja je pa tudi on izstopil, če se ne motim, Vladimir Prebilič. Tako da jaz mislim, da če ne bi imel informacije, če ne bi imel občutka, da ima zadostno podporo, se ne bi spuščal na tako pot. To se pravi, da je to blefiranje. Zdaj, na nek način to priča tudi recimo sam Kučan. On je šel na Škrabčevo domačijo, kjer so seveda predstavili Goloba kot zelo uspešnega podjetnika in predsednika vlade, in zdaj je Kučan takole odgovoril, zakaj je šel zdaj on na Škrabčevo. Tu je bil Golob intervjuvan, ves vesel, vprašanja so bila očitno primerna. Kučan sedi tamle v prvi vrsti, pa tamle tudi župan. Skratka, poglejmo, kako je Kučan povedal, zakaj je on šel na Škrabčevo domačijo. Jaz sem v glavnem na vseh dogodkih v Hrvačiji. Tu in tam manjkam, če nimam časa, če nisem doma. Me je zanimalo pač tema predsednika vlade, zmeraj dobro poslušati, slišati, kako on razmišlja, in to je to. To se pravi, dejansko se lahko kaže, da bo vendarle še ni zdaj Prebilič izgubil upanja, vendarle mu Kučan še vedno lahko da to licenco, da tako rečem, ta žegen, ta blagoslov. Zdaj samo čakamo, da ne bi mogoče v tej trgovini s porcelanom se naredila prevelika škoda. Mogoče bi bilo prav takole brati. No, zdaj pa poglejmo, kaj je rekel Kučan o Prebiliču. To jaz ne vem, kaj bo naredil, ali bo naredil stranko, ne bo naredil stranke, kje vidi, da je razlika od tega, kar se v Sloveniji zdaj dogaja od vladne politike, recimo, ki je on blizu, mislim, temu levemu polu. Ne vem, skratka, on ne daje jasnega sporočila, kaj pravzaprav želi. To je zanimivo. Torej, Prebilič naj bi zdaj povedal, kje je ta razlika, ki bo naredila razliko med Golobom in njim, čeprav mi vsi vemo, da to, kar počne Golob, zdaj za državljane ni najbolj prijetno. Kaj je tisto, kar bi moral zdaj Prebilič povedati, če bi želel biti izvoljen? Kaj vi mislite? Če bi želel Prebilič biti izvoljen, jaz mislim, da, tako kot sem že prej povedala, v ozadju definitivno Prebiliča pripravljajo za te volitve, drugače se ne bi sam podal na to pot. Zdaj, jaz mislim pa, da tudi te naši strici iz ozadja se zavedajo, da je Golob še vedno zelo labilen človek, in da morajo ravnati previdno, preden še kaj zavozi v tej državi, ker mislim, da se tudi leva opcija močno zaveda, da še enega mandata Goloba mi ne bomo preživeli. Že zaradi same njihove retorike, ki je popolnoma neprimerna, pa seveda vsega drugega. Jaz mislim, da Prebiliču ni potrebno kaj dosti narediti, da bo izvoljen, da bi bil všečen. To besedilo mu bodo še dali, Ja, to seveda, če si na pravi strani, ti to vse dobiš. Ti je v bistvu podarjeno. Vse tako je bil tudi Golob ustoličen. Ja, očitno, ker zdaj še ni povedal nič. Ja. To je vedno tako, nima še teksta. Tako. Dajte mi tekst, prosim, kaj govorimo danes. On je v bistvu povedal popolnoma isto, kar smo slišali že do sedaj, se pravi, da bo vodil politiko antijanšizma. In že celo Borut Pahor je pred nedavnim izjavil v enem izmed podcastov, da politika antijanšizma je pa nekaj najhujšega, kar se je zgodilo v tej državi. Ker zaradi tega se mi samo kot narod vrtimo v krogu. Smo nekako zaciklani kot država, v bistvu nas samo kot ovce nas pred vsakimi volitvami aktivirajo, pa tako, jaz sem proti Janši, volite mene, v redu, prodano. Pa je narejen. In tako je bil v bistvu izvoljen tudi Golob. Golob
Golob je povedal, da bo dvignil davke. On ni imel nobenega posebnega programa. V bistvu niti njihova stranka ni imela programa. Je imel program Levice in nevladnih organizacij. Tako, pa je bil tako močno izvoljen. Zdaj, takrat je bila seveda še tista situacija korona krize, ki jaz mislim, so jo oni zelo, zelo dobro izkoristili. Ker ko so se začeli tisti protesti proti vladi v času korone, pa nisem takrat spremljala politike, ampak jaz sem vedela, da se takrat dogaja državni udar, da te protesti niso bili niti slučajno spontani. Takrat je pač levi pol videl, narod bo s tem nezadovoljen, ker je pač določene ukrepe treba sprejemati. Te ukrepi niso bili sprejeti samo pri nas. To je bila spet čustvena manipulacija. Tako. In v bistvu so pri nas vzpostavili neko klimo, da se dogaja represija, da smo v avtoritarni državi. In so v bistvu naredili nek tak mihurček, nek vakum. In nihče se pa ni vprašal, oziroma zelo majhen del prebivalstva, čakajte, sej nismo sredi normalnega stanja, sej dejansko je izredno stanje, dejansko neka bolezen razhaja, pa noben se ni vprašal, čakaj, sej po Evropi so tudi podobni ali še hujši ukrepi. Mi smo imeli ene izmed najmilejših ukrepov, pa so se dogajali takšni izgredi. Skratka, 34 let države, pa še vedno ne zreli. Pademo na vsako finto. Ampak poglejmo, kaj pa Janša rekel o novem obrazu. Jaz mislim, da vsak nov obraz ni nujno nova napaka, ker v politiki je normalno, da se pojavljajo novi obrazi. Velika napaka pa je, če nekdo, ki pride iz nekega podjetja ali pa iz neke občine, potem čez noč postane predsednik vlade. Ja, lejte, seveda, zdaj vi ste mlada generacija, bodoča političarka mogoče, ne? Torej, mi praktično nimamo nekega bazena, kjer bi zajemali te bodoče politike, ni neke akademije. Kako se v bistvu vi pripravljate na to politiko? Ja, v bistvu v politiki rabiš veliko kilometrine. Ti ne moreš v bistvu se kar pojaviti iz nekje, padati z neba pa reči, jaz bi bila pa predsednica vlade. To pač ne gre, to mislim. Zdaj, te posamezniki se poslužujejo tega samo zato, ker vedo, da so na pravi strani in bodo tudi mediji na njihovi strani in si lahko privoščijo pač marsikaj. Tudi ni jim treba preveč delati za to, da bi bili izvoljeni. Samo rečejo, da so proti Janši, pa so odobreni iz določenega ozadja, ki ga še vedno imamo v državi, ampak jaz mislim, da je pot do predsednika vlade bi morala biti veliko, veliko daljša. Treba se je preizkusiti kot poslanec v državnem zboru, lahko že prej na lokalnem nivoju kot svetnik, potem poslanec v državnem zboru, minister, mogoče ne le enkrat, lahko večkrat, podpredsednik vlade, pa potem premier. Ne pa, da se naskakuje take izjemno odgovorne in naporne funkcije. V bistvu to je tako, kot da bi ti hotel iti preskočiti stolpnico, se pravi iti iz prvega nadstropja v 10. nadstropje. Ne moraš iti počasi, čez vsako nadstropje se ti uspenjaš. Določenih stvari se pač ne da preskočiti, ker tukaj se gre za upravljanje z državo. No in vendarle, Golobu seveda zdaj podpora pada, narod ga je volil z veliko večino, ta rezultat je bil ogromen. Zdaj so mogoče pač tudi ljudje odprli oči. Kako bo zdaj, kaj bo zdaj s tem Golobom? Kaj vi mislite? Bo šel nazaj v svoje podjetje? Jaz mislim, da se bo Golob definitivno vrnil nazaj v svoje poslovne vode, če bi lahko temu kot tako rekli. Jaz mislim, da on tudi sam dobro ve, da so mu dnevi v naši politiki šteti, da bo to nekako njegov velik zaton, kako bi se izrazila v slovenski politiki, ker jaz mislim, da je, čeprav ankete še vedno kažejo dokaj velik procent, zame presenetljivo visok, glede na to, kako se obnašajo in kakšna politika se izvaja. Jaz mislim, da med narodom so to že dokaj osovraženi politiki in jaz mislim, da ima Golob že pripravljeno njegovo mesto na GEN-I-ju, ima tudi seveda tisto firmo Star Solar, ki veselo posluje z državo,
za tiste sončne celice, tako da jaz mislim, da on ima poslano in on bo verjetno potem služil še veliko večje denarje, kot jih pa zdaj kot predsednik vlade. No in zdaj poglejmo tudi na desnici, ne, se dogajajo kar veliki premiki, nekateri so jih napovedovali. Nekateri politiki so pa, seveda, tukaj mislim seveda Mateja Tonina, mislili, da bo pravzaprav vse tako, kot je on zastavil. A ne? Matej Tonin je bil teden nazaj gost v oddaji pri Bojanu Požarju in takrat je Požar dejal, da ta isti petek, ko je ta oddaja bila, bodo pa zvečer imeli pač sestanek na stranki in seveda so ga imeli, ne? In Matej Tonin ni pričakoval, da bo pravzaprav ga stranka sama na nek način mu dala vedeti, da je bolje, da ne kandidira jeseni na kongresu. Ne. Poglejmo, kako je on odgovarjal še v tej oddaji pri Požarju, ki je bila pravzaprav istočasno na sporedu, ko se je to tudi dogajalo, ker je bila oddaja posneta že zjutraj. Poglejmo zdaj ta dialog. Matej Tonin, za vas je pa rekel, da vi nikako ne boste popeljali stranko, ne, Novo Slovenijo, na prihodnje volitve, da vas bodo vmes med tem zamenjali. Ne? Mislim, da z Jernejem Vrtovcem, kako on ne bi bil v igri. Ja, gospod Janša je že kar nekaj stvari prerokoval na moj račun. Prvič mislim, da je rekel, da ni nobene možnosti, da sem jaz izvoljen za evropskega poslanca, zdaj tukaj se je zmotil, a ne. Potem je rekel, da seveda ne bom izvoljen na zadnjem kongresu za predsednika stranke, tudi tukaj se je zmotil, tako da počakamo. No. Jaz stvari jemljem dan po dnevu in gledam predvsem v prihodnost in kaj lahko kot stranka naredimo, kaj pa drugi predsedniki komentirajo in napovedujejo. Lejte, so bile tudi napovedane že letošnjo spomlad, predčasne volitve pa se niso zgodile. Vaš komentar, kako komentirate to? Sigurno ste že srečali kdaj Mateja Tonina. Kaj se pa tam dogaja v tej stranki? Ja, jaz moram reči, da Mateja Tonina osebno sicer ne poznam, no sem ga že videla na kakšnih dogodkih, nimam pa v bistvu nikakršnega stika z njim. Zdaj to, kar pa, ko pa spremljam njegove izjave po medijih, pa ne samo izjave, tudi njegova ravnanja, moram reči, no, da bi ga označila za nekega, kako bi rekla, neodgovornega politika oziroma nima ravno nekega smisla za neko samorefleksijo. Ne. Ker ko si ti politik oziroma na takšni funkciji, kot je on, ko si predsednik stranke, ne moreš nekako iti z glavo skozi zid, ne glede na to, kaj se dogaja okrog tebe in ne glede na to, kaj je želja, se pravi, članov tvoje stranke. Ker on je rekel, da v vlado z Janezom Janšo ne bodo več šli. Ja, seveda, s tem se je pač pridružil tej enotni paroli, ki se dogaja v naši državi, in če se ti pridružiš temu klubu anti-janšistov, potem nekako pomeni, da si na pravi strani in da lahko pristaviš svoj lonček k koritu. Ne? In jaz mislim, da točno zato se nažalost tam gre. Mene žalosti, jaz bi bila zelo vesela, da bi na desnici lahko več sodelovali, a ne, tudi stranka SDS je vedno bila za sodelovanje s komorkoli, ne. Čeprav nas označujejo, da smo mi tisti, s katerimi se ne da sodelovati, ampak je situacija žal popolnoma drugačna. In me žalosti, no, da se pač tudi v NSI-ju so se do zdaj z Matejem Toninom, pa tudi že prej, no, zelo obračali. Jaz mislim, da gre za obračanje po vetru to, a ne, da v bistvu samo iščejo, kaj bo njim bolj koristilo, a ne, še vedno so zelo, pač so manjša stranka, imajo manj poslancev in jaz mislim, da samo nekako iščejo, kako bojo boljše prišli skozi, no, če se tako izrazim, ker v bistvu že to, da je iz NSI izstopil Lojze Peterle, se pravi prvi predsednik vlade samostojne Slovenije, ne, z izjavo, da pač s skakanjem Janši v hrbet oni ne bojo prišli nikamor. In da se ob tem Matej Tonin ni zamislil, ne, ker Lojze Peterle je pa še vedno neka persona, ne, persona slovenske osamosvojitve in naše države nasploh. In da je to komentiral z besedami, ja, to je pač njegovo mnenje, ne gre. Jaz mislim, da že takrat
že od takrat naprej se mu ni pisalo preveč dobro. Ne. Potem to, da ti na volitvah za Evropski parlament daš sebe na prvo mesto na listi, ne, čeprav si predsednik stranke, mislim, tukaj se je v bistvu pokazal kot nek koristoljubec. Ne. Se pravi, a zdaj bomo samo nabirali funkcije ali kaj bomo delali. Mislim, meni se to ne zdi obnašanje za nekega državnika. Ne. Če že si potem izvoljen, potem se mi zdi primerno, da bi saj takrat odstopil kot predsednik stranke, pa to ni naredil. Ne. Še vedno je peljal to svojo trmasto politiko naprej. Ne. No, zdaj pa, ko je šel po zaupnico na tisto sejo sveta, mu je po v bistvu po mojih informacijah, ne, mu je članstvo dalo določeno nezaupnico, ker pač veliko ljudem v stranki niso všeč te parole proti Janši, ne, da zdaj pa se v bistvu oni približujejo že veliko bolj temu levo sredinskemu polu oziroma bolj... No, tudi z dejanji, ne, saj v tem mandatu so velikokrat ravnali v prid svobodi. Tako. So jim držali štango, če se lahko tako izrazim. Ne. Velikokrat so sodelovali, pa tudi tako za zaprtimi vrati sem marsikaj slišala. No. In jaz verjamem, da to članstvo ni po godu, ne. Še vedno je to desna stranka, ki se pa ne sledi več tem vrednotam, na žalost. Ne. Ampak mladi, vi sodelujete, ste z njimi, se družite. Kako je pa to sodelovanje med mladimi v tej in oni stranki? Mislim, pri podmladkih je tako. Ne. Mi seveda poznamo vse med sabo, pa ne samo se pravi, posamezniki iz podmladka Nove Slovenije, poznamo tudi, ne vem, ljudi iz Mladega foruma, ampak da bi pa bilo neko posebno sodelovanje med nami z drugimi podmladki, no nasploh, ali pa kakršnokoli druženje, tega pa ne. No. Kaj pa nasprotovanja? Ne? Je to čuditi tudi med mladimi iz ene in druge stranke, to, kar je v bistvu odražal Tonin? Jaz moram reči, to lahko povem, no, da sem bila zelo razočarana nad tem, da na kakršnem koli dogodku smo bili, ne, pa da so bili tam tudi predstavniki katerikoli iz Nove Slovenije, sem čutila neko zadržanost do nas, ki prihajamo iz Slovenske demokratske stranke. Ne. Meni je bilo to čudno, ne. Jaz sem vedno do drugih pristopila, sploh če vem, da smo nekako na isti strani, da imamo neke iste vrednote, ne, da smo desnica. Sem pač z veseljem bi tudi z njimi imela nek odnos. Ne. Konec koncev ne bi se nam šlo za isto stvar, zato da se pač v Sloveniji nekako vzpostavi politika, ki dela za ljudi, ne pa za lastne interese, ampak sem bila pa vsakič zelo presenečena. Jaz ne pravim, da smo v kakršnih koli konfliktih, to ne. Imamo korektne odnose, ampak je pa čutiti neko zadržanost. No. In to sem bila zelo razočarana na tem, no, da v takih kriznih časih, v katerih smo, ne, ko bi morali vsi skupaj držati, samo zato, da se reši državo, ne, pa da se reši ljudi konec koncev, ne, da se končno začne delati za to, kar je prav, ne pa za to, kar je všečno, in da se potem gremo neke take nepotrebne spore na isti strani. Ampak jaz mislim, da to pač na žalost prihaja iz vrha stranke. Ne? Očitno pač se nočejo zameriti vrhu stranke, ne? Ki pač trenutno vodi tako politiko kot jo, ne? In potem tudi določeni člani izkazujejo neko zadržanost. Pa ne bom rekla, da vsi, ne. Sem pa tudi to občutila. No, zdaj, če se premakneva za konec še na to zunanjo, našo ljubljansko recimo situacijo. Spet je gospod Aleš Primc je organiziral shod, to je bil shod proti zakonu o umetni oploditvi samskih žensk. In seveda so zbrali tudi veliko podpisov, več kot 6500, če imam pravo številko, in očitno se nam obeta ta referendum. Zdaj poglejmo, kako je gospod Primc povedal o tem zakonu na televiziji, kjer tudi vi sami sodelujete. Taki zakoni, ki so pa po mojem dobesedno plod sovraštva zagrenjenih žensk, zagrenjenih feministk do moških, pa dobesedno še bolj narazen dajo moške in ženske. Zato jaz mislim, ta zakon ima celo vrsto slabih posledic. Ena od teh je tudi to, da
Po mojem mnenju bodo punce, ki bodo seveda od vrtca naprej vzgajane, da imajo lahko 4 možnosti, kako bodo prišle do otroka. Se pravi, ena možnost je si samska, pa imaš otroka, druga možnost je lezbika, pa imaš otroka, tretja možnost živiš s fantom ali pa z moškim, pa greš na kliniko se oploditi, ker boš tam lahko izbrala barvo oči, barvo las in druge osebnostne lastnosti. In bo samo četrta, ena od možnosti to, da imaš otroka z svojim možem, svojim partnerjem. Tako da, veste, tukaj se dogajajo velike spremembe lahko pri odnosu do teh temeljnih vprašanj, zato jaz mislim, da tega ne smemo dovoliti. Enostavno, punce in fantje morajo vedeti, da za srečno družino, ali pa za kolikor toliko srečno družino, morajo vzpostaviti najprej ljubeč, topel, spoštljiv odnos med sabo in potem v ta odnos povabiti otroke. Kakšen je vaš komentar na ta zakon? Imate mnenje o tem zakonu? Ja, mnenje seveda imam. Meni se zdi to, da gre za vse večji odmik od narave. Od tega, kar naj bi družina v pravem pomenu besede zares predstavljala. Zdaj, v bistvu takšne odločitve izhajajo iz tega principa, da je otrok pravica. Ta miselnost izkrivljena, ki se je zdaj vzpostavila. Zdaj se v bistvu istospolni, ne vem, očitno tudi samske ženske počutijo zapostavljene, ker oni pa zdaj ne morejo imeti otroka. Ampak treba se zavedati, da otrok ni pravica. Ko gre za otroka, je treba gledati ne na to, kaj pripada staršem, ampak kaj pripada otroku. Torej na najvišjo dobrobit otroka. In kaj to je? Oče in mati. Tukaj je konec debate in jaz tukaj sploh ne bi kaj drugega dodajala zraven. Poleg tega, da takšne spremembe zakona o pomoči pri oploditvi z biomedicinsko pomočjo odpirajo tudi nevarnost za nadomestno materinstvo, odplačno nadomestno materinstvo, ki je sicer trenutno prepovedano v Sloveniji, ampak jaz mislim, da slej ko prej bojo pa tudi, ne vem, se pravi homoseksualci, rekli, zdaj se pa tudi mi počutimo. Ja, mi se počutimo zapostavljene. Glede na to, da imajo 70 spolov, bo vsak od teh spolov rekel, to je moja pravica, dajte mi. Tako, in spet bo treba nekomu ustreči, mu dati njegovo pravico in potem bo prihajalo lahko do tega, da bojo, ne vem, plačali kakšni samski punci, da se gre oploditi, in na koncu jim bo ona potem prodala. Ki bo v finančni stiski, Tako. Ona bo prodala svojega otroka. In bomo v bistvu na ta način vzpostavili trgovino z otroci. Kar je pa skregano z vsemi moralno-etičnimi načeli naše družbe in jaz mislim, da so takšne spremembe zelo, zelo nevarne. Seveda, koalicija je že izjavila, da je takšen referendum nedopusten, ker pri njih je nedopustno vse, kar gre proti njihovim usmeritvam, proti njihovemu mišljenju, debate sploh ne smemo imeti več. Ampak jaz močno upam, da bo do tega referenduma prišlo in jaz tudi mislim, da bi Slovenci odločno zavrnili takšne spremembe zakona. Ja, bomo videli, kaj bo in ali bo potem rezultate takega referenduma sploh kdo upošteval, glede na to, da so na to temo že bili referendumi, tudi pa se je potem v zakonodajnem telesu dogajalo drugače. No, zdaj gledamo še malce na gospodarsko plat. Petrol je napovedal, da bo glede na finančno situacijo zaprl nekaj črpalk po Sloveniji. Ljudje protestirajo, poleg tega pa je tudi država ukinila tako imenovano regulacijo cen ob avtocestnih črpalkah, kar pomeni, da je tam Petrol sam določal višino cene. Zdaj je turistična sezona, ljudje praktično stojijo na avtocesti, pa mimogrede lahko zavijejo še na črpalko in bi kupili tu bencin, pa bi Slovenija zaslužila. Zdaj, kakšen je ta odnos države? Poglejmo, kaj je na to temo rekel ekonomist Matej Lahovnik. Z nami je zdaj ekonomist Matej Lahovnik. Gospod Lahovnik, slišali ste predsednika vlade Goloba, ki pravi, da poteze Petrola kažejo ljudem, zakaj jim v resnici gre, za navadno požrešnost po dobičku, ter da jim ljudje enostavno niso pomembni.
Golob pravi, da vlada dela za ljudi, ne pa za dobička kogarkoli. Petrol je javna delniška družba, ki kotira na borzi in povsem normalno je, da si prizadeva za dobiček. To bi tudi predsednik vlade moral razumeti, na vse zadnje tudi njegovo podjetje Star Solar pri poslovanju z državo v zadnjih 3 letih ustvarja zelo lep dobiček, okoli 180 000 evrov. Na vse zadnje sta družbi Gen Energija in HSE, ki sta tudi državni družbi v 100% lasti države, leta 2023 ustvarili skupaj 600 milijonov evrov čistega dobička, tako da s tem ni nič narobe. Narobe pa seveda je, če država na nek način poskuša regulirati maržo. Pravi problem pri nas pa so seveda dajatve pri cenah goriv in če bi vladi res šlo za ljudi in bi nam hotela pomagati z nižjimi cenami goriv, potem bi znižala dajatve, ki so 60% cene goriv, pri litru goriva tam okrog 85 centov in to je pravi problem. Zaradi tega je tudi gorivo na Petrolu v Sloveniji dražje kot gorivo na istem Petrolu na Hrvaškem. No, seveda, Petrol je dejal, da bo za 1 uro zaprl vse črpalke iz protesta do tega, ampak potem se to ni zgodilo, očitno vlada pritisnila prek nadzornega sveta, tako kot vedno, ne. Zdaj, v 1 litru benzina mi praktično, recimo, tako povprečno govorim, recimo 95 oktanskega, damo skoraj 1 evro državi, ne. To je pa res ogromno, ne. To se pravi, država, če bi želela pomagati, kot je rekel dr. Lahovnik, ne zniža to svojo obdavčitev, ne. Kakšno državo imamo? Ja, mi imamo trenutno državo oziroma vlado, ki se ji ne gre za ljudi, a ne. Se pravi, edini deležnik v tej zgodbi, ki zares ne dela za ljudi, je vlada in se pravi najvišji predstavniki izvršilne oblasti, a ne. Če oni v bistvu vse, kar delajo, ko so soočeni s problemom, samo začnejo kazati s prstom na vse druge okoli sebe, samo nase, ne, a ne. In to je v bistvu zelo infantilno obnašanje. Sej v bistvu tega so se tudi prej že dotaknili, a ne. Kadarkoli so soočeni s problemom, začnejo samo z nekimi popolnoma populističnimi parolami, zato da bi preusmerili pozornost. No. Zdaj, popolnoma logično je, da bo neko podjetje gledalo na svoje poslovne rezultate, če želi preživeti. A ne. To, mislim, to bi tudi, tako kot je gospod Lahovnik izpostavil, Robert Golob moral vedeti in seveda, da on to ve, a ne, ker tudi sam je najbrž tako deloval, ko je bil še na Geniju, pa poleg tega, da ima on še vedno svoje podjetje, ki zelo dobro posluje z državo in ustvarja velike, velike dobičke. Poleg tega, da ne omenim, kakšne visoke nagrade si je Golob izplačeval, ko je bil še na Geniju, a ne. In potem on zdaj zmerja podjetnike, ki želijo ustvarjati dobre poslovne rezultate, da jim gre samo za dobiček, a ne. Jaz mislim, da smo res priča temu, no, da priča smo pač ljudem, ki so našo državo pahnili v prepad, a ne. Tam oni so prišli v državni zbor, na najvišje funkcije v državi, praktično na dopust, a ne. Oziroma, no, najboljš bi bilo, če bi samo tam bili pa nič delali, tako so pa nažalost še veliko škode zraven naredili, a ne. In jaz mislim, da prihodna vlada bo imela zelo, zelo veliko dela, da bo nekako postavila državo nazaj spet na prave tirnice, da bomo spet postavili tiste prave temelje, a ne, in da bomo lahko zares mislim, da bo Slovenija lahko zares izkoristila v svoj razvojni potencial, ki ga ima, ne. Temu, kar smo pa zdaj priča, je pa, da v bistvu izgubljamo svoj potencial, ne. Podjetniki bežijo na Hrvaško, pa Robert Golob jih pri tem še vzpodbuja, kar je nevideno, da imamo mi predsednika vlade, ki načrtno se pravi, znižuje gospodarsko rast v državi, ne, ki načrtno znižuje naše ekonomske učinke in zaradi tega bomo tudi ljudje imeli manj. A ne. Se pravi, posledice tega se še ne kažejo, ampak bojo se pa na dolgi rok začele še močno kazati in nas bodo tudi udarili po denarnicah. A ne. In je treba tukaj v prvi vrsti povedati, da imamo mi opravka z levimi populisti, ki ne delajo za ljudi, temveč zgolj za svoje denarnice.
No, po drugi strani pa nam na nek način propada tudi zdravstvo. Namreč zdaj zobozdravniki, ki ne smejo več imeti dobička in si deliti dobička, ne vemo, komu naj bi zdaj morali vse to dati, zdaj že vračajo koncesije. Kaj se nam obeta, Karin Planinšek? Ja, obeta se nam popoln propad javnega zdravstva, v bistvu točno to, kar bi rekla, da si tudi želijo narediti odločevalci v naši državi. To me sicer zelo žalosti. Zdaj, kaj smo dosegli? Dosegli s temi socialističnimi politikami smo dosegli samo to, da odganjamo ljudi iz javnega zdravstva. Ker konec koncev koncesionarji so bili tudi del javnega zdravstva. S tem so se v bistvu na ta način so se tudi skrajševale čakalne vrste, ker če ti pač nisi v javnem zdravstvu oziroma v javnem zdravstvu prišel na vrsto, si pač še vseeno lahko šel v koncesionarju, kjer si še vedno imel vse stroške pokrite. Zdaj pa tudi če bi jaz delala v javnem zdravstvu in bi bila priča temu, da kako me politika v državi blati, kako se dovoljuje, da te nek nevladnik, ki je po poklicu diplomirani režiser, da te ozmerja za dvoživke, pa ne vem kaj vse. Jaz bi tudi si rekla, pa kaj mi je tega treba, zakaj sem še vedno tukaj? Zakaj? Zato, da bojo pluvali po meni, pa mi oteževali delo, pa v bistvu konec koncev delali se še slabše za ljudi, se pravi. Pa tudi to je bilo neverjetno, kako so se hvalili, da so skrajševali čakalne vrste, v bistvu so pa samo sistem spremenili. Tako, spremenili sistem, da v bistvu zdaj imajo oni podatke na papirju, ki seveda kažejo v prid njim, v bistvu se pa situacija je kvečjem poslabšala, kot pa izboljšala. Zdaj, oni so tudi napovedovali reformo ZZZS-ja, se pravi zdravstvenega zavarovanja, in seveda se tega niti niso dotaknili. Zakaj? Zato, ker je predvsem to trenutno neka velika pralnica denarja, če lahko tako rečemo. Tam se ustvarjajo veliki dobički in tisti, ki so pri koritu, imajo veliko od tega. In zato se jaz bi rekla, da se niso hoteli dotikati tega področja, ker pač s tem bi tudi verjetno oni izgubili določen del financiranja. To gre za to medicinsko opremo, kje se kupuje in po koliko. Mi jo kupujemo predrago, zdaj te strici, ki to omogočajo, pa najbrž dobijo neke procente, neko provizijo. Tako, da na konec koncev gre vedno samo za denar. Ljudje smo pa vedno na slabšem ravno zaradi tega. Pač tukaj v zdravstvu bi bile potrebne korenite spremembe, ampak definitivno ne v tej smeri, kot se ga je lotila trenutna vlada, ki nas še bolj približuje socializmu, se pravi res. Delavci v javnem zdravstvu imajo dobesedno zdaj zavezane roke. Situacija je pa še slabša, kot je bila prej. Ja. Pa še manj plačani kljub neki plačni reformi. Ampak zdaj za konec poglejmo nek zanimiv video, ki ga je posnel nek zasebnik. In sicer takole je dejal, kdo da mu dela škodo. Dragi državljani, poglejte, kaj delajo Romi, socialni prejemniki. Danes zjutraj se zbudimo in gledajte, po noči slišimo neko razbijanje, nekaj čez 1 uro zjutraj, zjutraj pa grem pogledat naš avto razbita šipa, porezane gume, udarci vse posod po avtomobilu, pač maščevalni ukrepi, zaradi tega, ker se obnašajo nenormalno in je bilo nekaj prijav, kradejo, delajo škodo. Prejšnji teden so nam naredili škodo, se pravi avto razbit okrog in okrog ceste, kjer imamo lepo ograjo z vrtnicami, so že prejšnji teden nam porezali vrtnice, porezali ograjo, razbili steklo, so danes še do konca, danes po noči še do konca porezali vse vrtnice nam
Mislim, to je živa žlehtnoba. Nekdo, ki prijema denar od države, živi popolnoma katastrofalno življenje. Kaj je to normalno za človeka? Da človek, nekdo dela takšne stvari. Poglejte, škoda, čisto brez razloga. Res, človek je lahko sam šokiran. Te so državne ustanove. Govorijo, da smo varni. Nismo varni. Poglejte. Kako bi se nekdo počutil, da pride nekdo in mu kar poreže stvari, uniči avto, razbije, gledajte, porezane žice, porezane rože, drevesa, polomljena. Škoda, škoda, škoda. Vse bo to samo škoda. Je to normalno? Nekdo, ki je socialni prejemnik in dela škodo. Noben normalen človek to ne more narediti. Noben normalen človek. Včeraj smo ravno bili na seji v parlamentu, se je ravno pogovarjalo o romski problematiki, danes po noč pa tole. Mislim, človek nima besed. No, ta video je bil dolg, ampak namenoma tako dolg, ker je posnel tale gospod vso škodo, vse porezano, drevje, vrtnice, razbit avto, gume, razbito steklo na hiši. Praktično je bilo toliko škode, to se pravi, to so zdaj pa ti državljani, ali kdo, predsednica Rada, mislim, kaj je zdaj to? Ja, v jugovzhodni Sloveniji vlada izredno stanje. Ne? To se želi čim bolj pomesti pod preprogo, se ne reševati te situacije, ampak to bo, slej ko prej bo to izbruhnilo. Ne? Že tako zdaj voda teče čez kozarec, ne? Se nekako že utapljamo v tej problematiki oziroma se prebivalci na teh področjih utapljajo v tej problematiki. Po drugi strani pa imamo potem poslanke v državnem zboru, recimo Tamaro Vonta, ki tam na sejah vpijajo, ne, da jim je treba dati samo ljubezen tem Romom. Ne. Ja, super, sej vsi bi najrajš videli, ne, da bi se imeli radi, pa da bi lepo sobivali, pa da ne bi bilo nobenih problemov, ampak žal je tako, da če ti določen del prebivalstva nagrajuješ za nedelo, potem jih pa še ne sankcioniraš za taka zavržna dejanja, bo pač situacija vedno slabša. Ne? Tako se težav ne rešuje. Če pride do nekih odklonskih dejanj v družbi, se tega ne rešuje z ljubeznijo. Takrat je treba človeka ustrezno sankcionirati in mu postaviti meje. In seveda pogojiti socialne prejemke z delom, pa s tem, da grejo otroci v šolo. Ker to, kar se pa zdaj dogaja, pa to seveda, kar smo videli, ni osamljen primer. Situacija je res šla čez vse meje. Tudi slišala sem, da se potem te Romi ukvarjajo na veliko tudi z drogo, pa trgujejo z Bog ve s čim vse. In da situacija res ni okej. Potem tudi, ne vem, sred belega dneva tam streljajo s pištolami v zrak. To je v bistvu, kot da bi prišel na divji zahod. Politika pa ne ukrepa, politika nam pa samo meče pesek v oči s tem, da smo mi varna država, pa da je vse okej. Ja, ni okej. Mislim, zakaj se pa potem pojavljajo take izpovedi, ne? Ali pa tisti napadi policistov. Ja. Oni ne spoštujejo ničesar več, nobene avtoritete, ker vedo, ker jim politika vsakič reče, ne, vi ste varni, vi ste v redu, mi vas imamo radi, mi vas spoštujemo, mi vam bomo dali vse, ker imate samo pravice. A ne, to je posledica tega, da ima nekdo samo pravice, pa nobenih dolžnosti. Ja, državljani. Ja. Dobro, zdaj zadnji posnetek je pa tale, začele so se počitnice in seveda starši z otroki gredo jasno
na dopust, na morje, ampak tale pot je kar zapletena. Ne. Moraš imeti veliko živcev, veliko časa, da se priplaziš s svojim avtom na lokacijo. Kdo je zdaj kriv za te prometne zastoje? Kako bomo to rešili? Če se spomnimo, ravno ta trenutna koalicija, Golobova vlada je dala moratorij na širjenje cestne infrastrukture, kar so od njih zahtevali nevladniki, oni so z lahkoto temu ugodili in zdaj pa narod takole trpi na cesti. Tako da, žal je to zopet posledica neprave politike, ker so pač Slovenci takrat na zadnjih državnozborskih izbirali s čustvi, ne pa z razumom. In jaz upam, da bojo, vsi ti zastoji, vsi ti davki, vso to preganjanje podjetnikov iz države pa le prebudilo narod, da bomo na naslednjih volitvah izbirali bolj razumno, s pametjo, ne pa na podlagi nekih populističnih parol, ki si jih konstantno poslužuje leva opcija v tej državi. Ampak je pa predsednik Darsa, gospod Ribič, pa dal navodila, pojdite recimo v ponedeljek po 17. uri, ne? Mislim pa, kako je to noro, a bom zdaj šla na morje, recimo ne v soboto, ne, ampak čakala do ponedeljka po 17. uri. Kaj je zdaj to? Pa s tem nismo ničesar rešili, se na koncu pa še takrat gužva, ker bojo pa zdaj vsi šli takrat. Pač dejstvo je, da avtov je vse več na cesti. In temu je se treba tudi prilagajati, ne pa samo pustiti tako situacijo, kot je, pa dajte se vi malo časovno prilagoditi. Še posebej, ker ni javnega prevoza. Ampak delamo postaje, namesto da bi tire postavljali. Zanimivo je tudi to, pred kakšnim letom, 2 nazaj je bil nek prispevek na enih poročilih, o tem, da pač vlada spodbuja, da se uporablja javni prevoz za službo, za pot v službo, ali pa da greste z več kolegi skupaj z enim avtom, da ne gre vsak s svojim avtom. In to je govorila Alenka Bratušek, ministrica, potem so pa njo novinarji vprašali, zakaj greste pa vi s svojim avtom, zakaj pa vi ne greste na javni prevoz oziroma s kom ne delite prevoza. Je pa rekla, veste, jaz imam pa tak urnik, da si to ne morem privoščiti. A vsi ostali prebivalci pa imamo tak urnik, da si pa to lahko privoščimo? V ponedeljku 5 popoldne. Dobro, Karin Planinšek, še bi lahko klepetali in seveda komentirali, ampak za tokrat najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala tudi vam za vabilo. In vsi, ki nas spremljate, hvala za pozornost. Nasvidenje.